ta iniciativa, ki se danes dogaja. Najprej bom povedal eno zanimivo stvar. Mene je običajna starejša gospa iz Resleve 4 in reče, jaz bi še kako se uredi ta promet, zdaj smo ga na novo dobili na Reslevi, to je nemogoče preživeti in tako naprej. In jaz ti povem, kako se to naredi, da se neha obremenjevati, recimo, ker vsa ta krožna vožnja tam na mimo Arkad je namenjena temu, da se preparkira na Ciril Metodovem trgu. Skratka, nov parking je tukaj kot predstraža, rekel bi, bodoče garaže prišel v najožje mestno središče. No, te verjeli. Tudi gospa mislim, da stanovanje na Reslevi 4, ampak ti malo bolna pa v lekarno hod, recimo po Trubarjevi. Ona mislim, da je Ciril Metodov trg in da je ta del, tržnični del, znotraj zapore. To pomeni, da imamo mi splošno mnenje v tej Ljubljani, celo sosedom se zgodi, da ne vejo, da je ta, rekel bi, slogan o zapori mestnega centra za, rekel bi, Stritarjevo, za Ciril Metodov trg, za Vodnikov trg in za pot mimo Arkad, pravzaprav lažen slogan, to je lažnivo. V resnici se je zgodila seveda tukaj nova obremenitev. Ta obremenitev se je seveda zgodila zato, da bi tukaj 1-2 let se tale parkiranje dogajal in seveda zgodila se zato, da bi pol prišel seveda in bi rekel, poglejte, jaz sem spravil parkiranje od spodi dol, jaz sem naredil to, rekel bi, ta center prijazen. Moram povedati, da v takem prometnem režimu, kot je tudi, če bo spravil garažo dol, bo še zmeri dostavni promet in tako naprej šel mimo Arkad in tako naprej. To se pravi tudi to, da se bo stanje izboljšalo, če bo garaža narejena, je seveda napaka. Kaj ti? To so upeljali zato, ker je bila prva teza, da bojo pred Arkadami imeli uvozne rampe v garaže. To ima Janez Koželj narisano v svojih idejah. Iz Zmajskega mostu, da se bo dol vozil v garaže direktno. To je v Jankovičevem programu javno na internetu objavljena. Takšen skicozen material. To se pravi, v tem primeru se je zgodil seveda za eno predstražo vdora v center, ki bi bil seveda potem narejen z, rekel bi, s temi garažami pod tržnico. Povedal bom, torej gre za lažno zaporo, gre za agresijo na najožji del mestnega središča in seveda, ker so skozi medije smo svetniki obveščeni, da pričakuje gospod Jankovič neke amandmaje za ponedeljkovo sejo. Moramo povedati, da skozi medije sporočamo gospodu Jankoviču, da bomo enega od amandmajev pripravili, smo tudi nekako pogovorjeni z opozicijo skupaj, tudi seveda amandma, ki ne ukine plačljivi parking za vesoljno regijo na Ciril Metodovem trgu s ciljem, da je tudi Ciril Metodov trg vreden podobne ureditve, kakor je Wolfova. Skratka, tukaj je treba seveda nekaj narediti. Iz lokalov ven ne mož. In Vodnikov trg. In Vodnikov, ja, no sej. Ciril Metodov in Vodnikov trg, Od teh ramp, zdaj začasnih, od te, oprostite, cigarnerije vstopne in izstopne. Prosim? Ja, seveda, Stritarjeva in Ciril Metodov trg in Vodnikov trg zaslužijo podobno ureditev, kot jo je dobila Wolfova. Se to je edina reč, ki je do zdaj sploh bila
narejena, ne, se Prešerc je samo, rekel bi, ponovno tlakovan. Zakaj? Zato, da lahko en Sokol, en drugi lokal in tako naprej ven mize postavijo tako, da vsaj človek mi pride. In drugič, zakaj tudi? Zato, da ne bo tukaj lepo, ne, recimo, Ljubljanska kolesarska zveza je nekaj obljubila, da mogoče danes prišli sem, da jo povedali, da oni ne morejo s kolesom do mestne hiše. Če grejo zdaj tukaj, do mestne hiše s kolesom, ne grejo nasprotno smer, grejo po nekem parkingu, ne grejo po cesti in niti po peščevi coni, kar pomeni seveda, da je to nekaj grozotnega. Mesto, ki ima zaporo, kao, ne omogoča kolesarju niti da pride do mestne hiše. Rekel bi, kakšna sprememba režima je to, da ti v bistvu zaporo, da se pravi, da narediš zaporo v bistvu tudi za kolesarje. No, sporočilo bo to, seveda, da je treba takole plačljivo parkiranje dati ven in se lotati ene dostojne parterne ureditve, konc koncev tudi stolnica, je dostojna reč, da se vsaj par ne more, po teh pločnikih, ne more par iti skozi, pod roko ne morete, mož pa žena ne morete pod roko, do mestne hiše. Tako je to danes narejen, ker so vse te parkingi vse pokradli. Torej, sporočilo je takšno, kar se tiče Zelenih Slovenije in pridruženih, da bomo seveda enega od amandmajev dali županu tudi, da se status tega parkirišča ukine in da se seveda pristopi k podobni ureditvi, zato govorim k podobni ureditvi, kot je Trubarjeva, zato ker to najlažje razumemo v tem trenutku. K podobni ureditvi, kot je Wolfova, pardon, prositi. Ja, pa brez stebričkov. Prosim? Brez stebrička. Brez stebričkov. Kje? Na Cerivno je to, da vam trgu. Ne tako, ki je na Wolfovi stebriček. Ne, sej, pogledajte, vprašanje stebričkov je drug vprašanje. Vprašanje stebričkov je vprašanje dovolili za tisto vse, kar moramo imeti. Glavni problem pri teh stebričkih je to, in to bo tudi eno od amandmaja, ta druga amandma. Ta dva sta najtežja za problem centra. Druga amandma je pa seveda ta, da hitro, urgentna dostava mora biti omogočena cel dan. Če mene vprašate, razen kadar je fizično se zgodi prireditev, ali pa kadar se fizično zgodi Bolšji trg, ali pa kadar se fizično zgodi neka taka reč. Drugač pa seveda ta urgentna, kratkotrajna dostava mora biti. Se to ne more, človek ne more fasengo nositi recimo iz Krehovega trga, recimo, če pred 4 gajbe krompirja pripelje,